Skratka, lep pozdrav. Danes smo organizirali BusySea poslovni asistent webinar. Na kratko bomo predstavili, v bistvu, kaj smo skupaj v sodelovanju z TS Medijo implementirali. Moje ime je Miha Hrestelj, jaz prihajam iz podjetja Gilcon in mi smo v bistvu zastopnik za CRM sistem Salesforce v Sloveniji. Z mano sta pa tudi Petra Podlipnik iz TS Medija, pa Vesna Hrast iz TS Medija, ki bodo v bistvu malo bolj povedali ta busy vidik, skratka, kateri podatki so na voljo in tako naprej. Moja naloga pa bo, da v bistvu v Salesforce, skratka v CRM sistemu predstavim, na kak način se busy lahko uporablja v kontekstu segmentacije, iskanja novih strank in tako naprej. Skratka, agenda za danes, predstavitev na kratko najprej BusySea podatkov, potem kakšne so prednosti integracije za vašo prodajo, potem predstavitev paketov, ki jih imamo v BusySea, pa bomo šli pa direktno noter v Salesforce in si pogledali, na kak način izgledajo dejansko podatki v Salesforceu in na kak način lahko segmentiramo in na koncu še vprašanja. Zdaj pa kar prosim Petro, da prevzame. Lepo pozdravljeni, sem Petra, sem iz TS Medija, kot je Miha že povedal. Na kratko bi najprej predstavila za vse, ki morda ne poznate še Busy ali pa se niste z njim tako srečali, malo več, kaj ta spletni program oziroma spletni asistent Busy omogoča. Namreč v preteklosti smo ugotovili, da se večina naših kupcev srečuje s izzivi, kot so, kje najti nove poslovne partnerje, kje jih preveriti, kje dobiti preverjene podatke, kako rešiti zagato dostopa do podatkov, kadar so na poti in podobno. In vse te rešitve smo nekako zbrali v poslovnem asistentu busy.si, tako da če vam lahko pravim, da busy.si vam omogoča, da iščete po več kot 220.000 poslovnih subjektov za Slovenijo. Blokade TRR-jev se dnevno osvežujejo, kar je zelo pomembno, imate celosten vpogled v poslovanje podjetja, ne samo finančne podatke, tudi kontaktne podatke, kdo so ključne osebe, kdo vodijo podjetja, skratka en celosten vpogled v poslovanje posameznega podjetja. In zelo pomembno tudi, da imate Busy mobilno aplikacijo, namreč ugotovili smo, da je veliko prodajnikov na terenu in nimajo dostopa oziroma imajo tablico ali pa telefon in želijo imeti agregirane podatke hitro pregledne na aplikaciji, tako da tudi to je ena izmed stvari, ki jih busy.si omogoča. Ko smo pa iskali rešitve za sisteme, se pravi za podjetja, katera so želela nekako integrirati te busy.si podatke, smo se pa povezali z Salesforceom in razvili nek inovativen način dostopa teh podatkov v same CRM sisteme. In sicer gre za to, da smo ugotovili, da veliko strank ima težave, bodisi z nepravimi naslovi, bodisi da so se zamenjali zastopniki, nimajo povratne informacije, da se je TRR zaprl, odprl nov in tako te podatke, pa tudi finančne podatke. In nekako smo želeli te podatke integrirati v CRM, kasneje tudi v ERP sisteme. Predvsem je bil pa izziv pri podjetjih, kako prihraniti čas, seveda tudi denar, skratka digitalizirati določene postopke in jih nekako avtomatizirati, da bi in prodajniki, marketing, nabava imeli precej lažje delo, ne nazadnje. In iz tega izhajajo naslednji paketi, ki smo jih razvili. Gre za pakete, ki nekako so vezani na namen. Se pravi, ta osnovni Clean Basic paket je namenjen čiščenju podatkov, teh osnovnih podatkov za nabavo, za splošno segmentacijo. Tukaj noter so podatki, kot so navedeni na desni strani, se pravi matična, davčna številka, naziv. Posebej bi izpostavila to TS Medija dejavnost. Tukaj gre za dejavnost, ki ni SKD dejavnost, ampak je bolj ljudska dejavnost in precej bolj ažurna kot SKD klasifikacija od IPES-a, ker TS Medija ima zastopnike tudi na terenu in se te klasifikacije preverjajo pri podjetjih, kaj točno podjetje dela. Pomembne so pa tudi ključne osebe, se pravi za DO-je, SP-je so dostopni podatki o tem, kdo so ustanovitelji, kdo so lastniki, kakšne deleže imajo, skratka, to so neke celostne informacije za podjetje. Na drugi strani so pa podatki, to je pa paket, naslednji paket je pa Clean Premium. Ta paket je pa namenjen
tukaj so dnevno osveženi podatki, predvsem so dnevno osveženi, kar je zelo pomembno, blokade TRR-jev, finančni podatki o poslovanju podjetja, kot so kapital, čisti prihodki, sredstva, dolgoročna EBITDA in pa število zaposlenih na podlagi obračunskih ur. To je pa pomembno, kadar želite delati ali segmentacija svojih obstoječih kupcev, da lahko na primer naredite pregled, koliko v določeni dejavnosti prodate obstoječim strankam, kje imate možnost upsella ali pa kje bi lahko še izkoristili svoj prodajni potencial na slovenskem trgu. No, in če se že podajamo v iskanje novega prodajnega potenciala, je pa to paket, se pravi Prospektor. Prospektor je pa inovativen način, ki je omogočen trenutno samo v Salesforceu, in sicer, da direktno v CRM sistemu lahko iščete po več kot 50 kriterijih iz Busy nabora. To je lahko po regiji, po zaposlenih, po finančnih podatkih, po dejavnostih, pa množica drugih kriterijev, in na podlagi tega si izdelate bazo potencialnih partnerjev. Ideja je, da preko teh kriterijev pridete pač do nekih 100 ali pa 200 podjetij, ki so res zanimiva za potencialno obdelavo v vašem podjetju, in preko tega preko Salesforcea jih lahko vozite potem v svoj CRM sistem in imate za nadaljnjo obdelavo. To je ta napredni iskalnik, ki vam omogoča, da segmentirate trg in naredite bodisi analizo dejavnosti posamezne ali pa poiščete podjetja, s katerimi želite v prihodnje poslovati. Najlažje vam bo pa zdaj to Miha predstavil v sami demonstraciji, kako to izgleda v samem CRM sistemu. Kolikor te bojo pa vprašanja, bi pa prosila, da si zapišete in na koncu lahko pojasnimo vse nedoslednosti ali pa nejasnosti. Okay, hvala, Petra. Zdaj, tako je že Petra omenila, skratka ta Prospektor, to je nekako tisti, ki Busy malo bolj poznate, veste, da je tam napredni iskalnik, ki omogoča to segmentacijo. Se pravi, benefit tega je, da smo v bistvu prenesli to funkcionalnost, ki sicer v Busyju že obstaja, v CRM sistem. Zdaj bomo šli pa direktno v Salesforce, skratka v CRM, in vidimo ta Busy iskalnik. Zdaj, tisti, ki poznate CRM sisteme, skratka v CRM je vedno polemika, na kak način dobiti neke nove informacije o podjetjih. Zdaj, ko prodaja išče potencialne nove kupce, uporablja več možnosti. Ali se uvozijo neke baze, ali se delajo različne kampanje, e-mail in tako naprej. Skratka, treba je priti do novih strank. In zdaj v Sloveniji imamo to dobro priložnost, da to lahko naredimo prek Busyja. Zato je bila pač osnovna ideja, da se Busy in Salesforce integrirata, in na enostaven način te podatke prenesemo noter v Salesforce. Zdaj, predstavljajte si, da ste v vlogi enega prodajnika, ki je zadolžen za to, da razvija recimo nov trg. Ali pa nov segment recimo v Sloveniji. In ta trg mora on posegmentirati, mora dobiti določena podjetja, da jih bo začel targetirati. In v ta namen ima Busy iskalnik, ki v bistvu deluje na dva načina. En način, če recimo pozna neko podjetje, lahko recimo enostavno piše Petrol, klikne poišči in mu on dejansko vrne direktno iz Busyja vse podatke, ki so na voljo o Petrolu. Vidimo, imamo različne nazive, različna podjetja, prenese matične številke, prenese naslove, prenese SKD dejavnost, zaposlene. In izpiše mu, če nek tak zapis že obstaja med podjetji v Salesforceu ali pa med potencialnimi strankami oziroma leadi, kakor se to imenuje. Zdaj, če me zanima nekaj več o podjetju, recimo v Petrolu, lahko kliknem tu na več in mi izpiše podrobne informacije. Zdaj, tisti spet, ki ste na Busyju gor, poznate te zadeve, skratka, to so določene informacije, ki so tam na voljo na kartici podjetja. Poleg tega imamo takoj pregled transakcijskih računov, če je zaprt, če je blokiran, kateri so te računi, katere so ključne osebe v podjetju, če so kakšne TRR blokade in pa tudi vse finančne informacije o tem podjetju. Zdaj, te podatki zaenkrat še niso v CRM-ju, ampak so na voljo sam za pregled. Če želi nek prodajnik potem narediti segmentacijo, recimo reči, ok, zdaj bi pa jaz rad
dobil vsa podjetja, ki so recimo v prejšnjem letu naredila vsaj 5 milijonov prometa, pa imajo recimo toliko pa toliko zaposlenih, želi segmentirati, lahko segmentira po aktivnih enotah, po poslovnih enotah, uporabi različne dejavnosti, segmentira po različnih občinah in tako naprej. Jaz bom zaenkrat naredil sam tako segmentacijo, želim vsa podjetja, kjer je več kot 5 milijonov bilo v prihodku v prejšnjem letu. In dejansko mi bo Bizzy zdaj poiskal vsa ta podjetja. Skratka, sem že naredil neko osnovno segmentacijo vseh teh podjetij in dobim nazaj rezultate. Vidim, da nekaj že imam v samem CRV-ju, v Salesforceu, ostale stvari, ko še pa nimam, jih lahko pa prenesem. In zdaj zaradi tega, ker pa mi določeno podjetje želimo targetirati in jih želimo potem naprej obravnavati, lahko pa rečem, ok, tele, ko še nimamo, recimo tale dva, jih odkljukam in rečem, ali prenesi med podjetja, ali pa prenesi med lide. Zdaj, če rečem prenesi med lide, to pomeni, da bom naprej jih potem obdeloval, se pravi, da bom imel neke potencialne priložnosti, ki jih bom targetiral, spraševal in tako naprej. Lahko pa prenesem direktno med moja podjetja in če to naredim, me sistem opozori, če želim vklopiti sync podatkov. Petra je že prej omenila, da imamo dva paketa, to pomeni paket Clean Basic pa Clean Premium, ki dejansko potem v naši bazi celotnih vseh kupcev skrbite, da imamo skozi ažurirane podatke. Se pravi, vse naše kupce, ki jih imamo noter na mesečnem ali pa dnevnem nivoju, odvisno od paketa, osvežuje ta podatke, tako da imamo vedno na voljo zadnjo verzijo podatkov, tako je zapisana v Bizzyju. Zdaj recimo, jaz se bom odločil, da bom ta podjetja prenesel med svoje akavnte, rečem vklopi sync podatkov in mi dejansko podjetja prenese noter in z klikom na to podjetje, vidimo tu na akavnt, lahko v Salesforceu pol direktno odprem masko tega podjetja, kjer imam pa zdaj, vidimo vse podatke iz Bizzyja, skratka Bizzy podatki, kratek naziv, dolg naziv, davčna številka in tako naprej. Vidim, da je davčni zavezanec, SKD dejavnost, skratka vse podatke, ki smo jih prej imeli na kartici stranke. Potem vidim, kdaj se je to nazadnje sinhroniziralo, vidim, a se mi sinhronizira dnevno z Bizzyjem ali ne, kdaj je bil zadnji sync, skratka, da vem, ali imam ažurne podatke ali ne. Poleg tega, če vidim na vrhu, koliko imam skupno porabljenih syncov od vseh možnih. Zdaj, paket Clean Basic vsebuje 4000 syncov, to pomeni, da lahko na letnem nivoju prenašate, skratka, ažurirate 4000 različnih podjetij. Če bi imeli več podjetij, bi potem mogli dodatno dokupiti ta podjetja in bi lahko pač povišali to limito. Minimalna limita tu je pa 4000. To bosta potem še Petra pa Vesna predstavili, kakšne so tu možnosti za pogovore. Skratka, je pa to neka osnova, od katere vse skupaj izhaja. Zdaj, če pa želim pogledati finančne podatke, imam pa dejansko noter tudi zapisane finančne podatke iz leta 2015 in nazaj in tu dejansko imam čisti dobiček, izgubo, prihodke od prodaje, dodano vrednost, vse te informacije, ki so na voljo tudi na Bizzy spletni strani, ampak s to razliko, da so direktno v mojem CRM-ju. Če grem na lide za prikaz, in izberem en lead, ki sem ga prenesel noter, recimo ta, imam iste podatke na voljo tudi na leadu. Če pogledam na masko leada, vidim, da imam tudi te Bizzy podatke tu. Zdaj, razlika je ta, da leadi, ki jih prenesem noter iz prospektorja, imam omejitev, da dnevno prenesem noter 2000 leadov, ampak te leadi se ne osvežujejo. To pomeni, leadi se ne osvežujejo z Bizzyjem, ker so te informacije v bistvu samo zato, da jaz lahko bolj natančno obdelam neko potencialno stranko, potem, ko pa to postane moja stranka oziroma, ko jo pretvorim, pa tako izberem, skratka postane akaunt in tam se pa vse skupaj potem začne dnevno ali pa mesečno posodabljati. To zdaj, kaj pa je recimo na koncu nek razlog, zakaj poleg tega, da imamo vse podatke noter v Salesforceu, zakaj bi to delali, so pa tudi dashboardi. Skratka, mi lahko
na nivoju dashboarda pa naredimo določene analize in rečemo, recimo, zdaj mi pa prikaž vsa podjetja, ki so recimo lani dosegla toliko pa toliko posla, ampak smo mi lani z njimi naredili samo, ne vem, toliko pa toliko prometa, kar pomeni, imajo ful velik potencial, mi pa nismo jih dobro izkoristili, ne? In lahko naredimo take določene analize in dejansko uparimo v bistvu Salesforce, skratka CRM podatke in pa busy podatke in delamo poglobljene analize na podlagi vseh podatkov, ki so na voljo v sistemu. Poleg tega imamo še pa busy admin overview, skratka vidimo, koliko imamo recimo licenc, ali imamo prospektor, ali potem kak tip licence imamo za ali basic ali premium imamo za čiščenje podatkov, veljavnost naročnine in pa kakšne so, koliko smo že porabili vseh podjetij, ki smo jih imeli na voljo. Tako da zdaj, to, kar smo predstavili, se navezuje samo na Salesforce, kar pomeni, če imate neke druge CRM sisteme, vsekakor se lahko s TSMedijo dogovorite in uporabljate ta API, to pomeni te paketi, kot so Basic in, skratka Clean Basic in Clean Premium so uporabni za različne CRM sisteme, tudi če imate ERP sisteme, se da povezati in tako naprej. Kar se pa prospektorja tiče, pa zaenkrat na voljo samo v Salesforceu, tako da ga v bistvu lahko uporabljate samo, če imate Salesforce CRM sistem, v drugih CRM sistemih tega še ni. Kar se same predstavitve tiče, je to v bistvu to. Vzpostavili smo spletno stran, zdaj na tej spletni strani je cenik paketov in tu so še v bistvu vse dodatne informacije, ki jih potrebujete, skratka, kaj posamezen paket vsebuje. Tu smo videli prospektor, potem premium in basic. Zdaj, samo storitev busy zagotavlja TSMedija, to pomeni, če želite se naročiti na to storitev, se povežete direktno z TSMedija, medtem ko mi kot Agilcon, skratka kot partner Salesforcea, imamo samo implementacijo v Salesforceu, ampak dejansko z nami se pogovarjate, če se želite odločiti za Salesforce CRM sistem, pa pol to noter integrirati, samo storitev zagotavlja pa TSMedija. Tako, to je bilo to na kratko, zdaj imamo še pa vprašanja, pa bi kar prosil zdaj, ali jih v chat napišete, ali pa se morate se tam unmutati, pa lahko vprašate, če vas kaj zanima. A ni nobenih vprašanj, smo vse povedali. Oseba, prostori so pa isti. Hvala za vašo predstavitev. Ja, malenkost. Ja, vse tule je bilo vprašanje, gospod Robert. Skratka, poslali bomo to prezentacijo tudi vsem na mail, poleg tega, kar smo pokazali, da si lahko še enkrat pogledate. Miha? Ja. Se slišimo? Vinko po telefonu, Terme Krka. Pozdravljeni, ja, se slišimo. Koliko bi stalo dodatnih 4000 prenosov v prospektorju? To bo ta pa Petra, pa Vesna znale odgovoriti. Vsakih 1000 dodatnih dostopov, če govorimo o Clean Basicu, je 9 € na mesec. Prospektor je samo licenca, da vi lahko napredno iskanje uporabljate, pa delate segmentacijo. Medtem ko prenos podatkov se pa obračuna, bodisi ali imate basic podatke ali imate pa napredne podatke. Tako da sam prenos osnovnih podatkov basic je, tako kot sem rekla, 69 € na mesec, no, za 4000 dodatnih 1000 je 9 € na mesec. Če bi pa napredne podatke želeli, pa vsakih 1000 dodatnih 18 € na mesec. Tako, a ste me razumeli ali morda nisem dovolj jasno razložila? Če imamo Clean Basic, ne? Ja. Kaj to pomeni? To je enkrat mesečno sinhronizacija, ne? Ja. Če bi hotel Basica prenesti v Salesforce, bi moral
iti na kvoto 4000, potem pa vsakih 1000 več dati plačano. Tako, razen če že v štartu poveste, da želite sinhronizirati, ne vem, 10 000 podjetij, pol se dogovorimo, kako pa se tudi s popusti in cenovno uravnava ta cena. Ampak načeloma 1000 dodatnih je 9 € na mesec. Se pravi, ne? Zdaj, kar se tiče prospektorja, ni omejitve prenosa, omejitev je samo 2000 podjetij na dan. Ne? Ampak potem, ko vi prenesete v Salesforce, se itak vklopi sync. Ne? Zdaj, če ne boste vklopili synca, se pač samo enkrat prenesejo podatki noter in pač, ampak to pomeni, da bo čez, ne vem, en mesec zastareli. Ne? Če se pa vklopi sync, pa že šteje v to limito 4000, ki so na voljo v clean verziji ali pa v premium verziji. Ok, hvala lepa. Prosim, tule je Matjaž je vprašal, če imam v Salesforceu 4000 podjetij, se vsak kvoto synca porabi v enem mesecu. Skratka, vi se odločite, ko se ta clean vklopi, se odločite, katera podjetja bi želeli syncati. Ja, imate 4000 in bi vseh teh 4000 syncali, se bo takoj porabila kvota v enem mesecu, ampak to pomeni, da vi pol za celotno obdobje enega leta syncate vseh teh 4000 podjetij enkrat na mesec. Skratka, to ni na sync, ampak je na obdobje. Ne? Če imate vi obdobje zakupa je eno leto, kar pomeni vseh teh 4000 podjetij, imate osnovni basic, se bo vsak mesec posinkalo. Ne? Če imate premium, bo vsak dan syncalo vseh teh 4000 podjetij. Če bi pa želeli novo podjetje dodati noter 4001, je pa pol treba to limito dvigniti, da se bo syncalo. Skratka, limita pomeni število podjetij, ki se redno posodabljajo z busy bazo. Morda še to, kadar se zakupi ta kvota podatkov, naprimer 4000 podjetij, jo lahko vedno tekom leta tudi spreminjate, dvignete. Je pa tako, da če podjetje tekom tega obdobja enega leta preneha poslovati, se seveda lahko to podjetje neha sinhronizirati, ker nima smisla, da ga sinhronizirate, dodate novo, tako da nekako do 10% od teh 4000 podjetij lahko tekom leta tudi zamenjate te matične številke. Skratka, ali ker nekatera podjetja prenehajo poslovati, z nekaterimi podjetji vi prenehate poslovati in pač ne želite več sinhronizirati potem teh podatkov, ker je dosti logično, tako da to se lahko tudi uredi tekom tega obdobja enega leta. Sicer pa hvala za pozornost, upam, da so bile informacije uporabne in bomo poslali materiale. Tako da hvala lepa. Hvala in lep dan.